Dober dan še enkrat iz Kaira, iz egiptovske prestolnice. Sonce je zaenkrat tukaj edino, ki daje vtis nekega optimizma. Razmere v mestu ostajajo še naprej izrazito napete, kaotične, da ne rečem kar anarhične. Smo nedaleč stran od trga Tahrir, ki ostaja središče spopadov med privrženci režima egiptovskega predsednika Hosnija Mubaraka in pa protestniki, ki zahtevajo njegov odstop, njegov izgon, tako rekoč iz države, predvsem pa svobodo in demokracijo. Na trgu so številni ljudje obvezani, pokrpani, ranjeni iz včerajšnjega srditega večerno-popoldanskega spopada. Mnogi so poškodovani, število mrtvih pa pravzaprav ni uradno znano. Vojska je ukrepila svojo prisotnost na trgu, številni vojaki so splezali iz svojih tankov in so sedaj se razporedili po celotnem trgu in na nek način svojo prisotnost skušajo vzdrževati red in stabilnost. Ampak na zunanjih robovih trga so še naprej pripadniki Mubaraka, ki so na nek način bolje oboroženi, tudi organizirani, tako da je v vsakem trenutku vprašanje, kdaj lahko pride do novih spopadov. Okoli trga je, kot bi bili po vojni. Na tleh ležijo številni tlakovci, steklo, les, videti je prah, kaplje krvi in pa podobno. To je rezultat včerajšnjih spopadov. Ali bo še ena noč takšna, je seveda nemogoče napovedati. Opozicija še naprej odklanja dialog. Pravi, da mora Mubarak najprej se stopiti, na to so se pripravljeni pogajati, kako naprej. Režim pa vztraja. Spremembe bodo, predsednik bo odšel šele po jesenskih volitvah. Kakorkoli, nezaupanje je v tem trenutku na takšni točki, da bo težko najti neko srednjo pot. Kajti opozicija ne podpira niti Mohameda El Baradeja, nekdanjega šefa agencije za jedrsko varnost, za katerega pravijo, da je preveč časa preživel v tujini, da bi dejansko vedel, kaj se v državi dogaja. Do policijske ure je sedaj še nekaj časa, ampak pred nekaterimi trgovinami in pa bencinskimi postajami ti ljudje želijo nabaviti in se oskrbeti z osnovnimi potrebščinami. Nikoli se ne ve, kaj bo prinesla noč. Tudi novinarske ekipe so se umaknile na varne razdalje, kajti za novinarje je postalo nevarno, saj so predvsem tarča napadov Mubarakovih privržencev. Kakorkoli, že naslednje ure bodo mogoče dale nekatere odgovore, kaj se bo zgodilo, a kaj več v tem trenutku seveda ni mogoče reči. Vse še bomo javili iz Kaira za večer.com z povsem svežimi informacijami. Lepo zdrav za sedaj.